Beletrina v živo. Spoštovane dame, cenjeni gospodje, lepo pozdravljeni v tokratni Beletrini v živo, kjer gostimo današnjega gosta Tineta Papiča, psihoanalitika, supervizorja, seveda tudi predavatelja na Univerzi Zigmunda Freuda v Ljubljani. Sočasno pa mu lahko rečemo takole pogovorno tudi Jungovca, torej poznavalca Carla Gustava Junga, o katerem bo tekla beseda tudi danes, predvsem pa o njegovi knjigi Arhetipi in kolektivno nezavedno. Gre za zadnjo izmed del v zbirki Koda, ki jo je izdala založba Beletrina. Pa, kot sem že napovedal, gospod Papič, Carl Gustav Jung je bil človek, ki je imel pravzaprav izjemno obsežno znanje, bil je filozof, psihoanalitik, še marsikaj drugega. Kaj je pravzaprav on? Kdo je sploh bil on, da je reč tako na začetku, in kaj je doprinesel na takratno polje znanosti s svojimi koncepti? Ja, dobro vprašanje. Hvala za to povabilo. Tudi moram pohvaliti prevod, je res fantastičen. Je bil užitek brati to knjigo, ker mislim, da je res pomembno, da je tak dober prevod tak težkega dela, bom rekel, ker to delo ni lahko. Oziroma ta zbirka esejev. Kdo je bil Jung? Carl Gustav Jung se je rodil 1875 na severu Švice, v enem manjšem kraju. Njegov oče je bil duhovnik, kar je pomembno, ker je na nek način ga močno zaznamovalo v tem smislu, da je njegov oče bil duhovnik, ki ni verjel zares v Boga. In v Jungu je potem skozi zasledimo eno iskanje Boga. Ta dilema je bila nekako medgeneracijsko prenešena na njega, na iskanje nekega duhovnega smisla znotraj tega sveta. Po drugi strani je bila tam njegova mati, pa je bila depresivna, kar se pa tudi pozna, to zanimanje potem za, bom rekel, psihiatrijo, psihoanalizo, psihopatologijo. Izkazal se je, če malo povem na hitro, študiral je v Švici, v svojem življenjepisu piše, kako ga je na eni strani ga je vleklo filozofijo, na drugi strani ga je vleklo v naravoslovje, in potem je v psihiatriji našel neko srečanje teh dveh polov. Bil je zelo genialen že kot mlad, je preštudiral, tam v življenjepisu piše eno poletje Kanta, drugo poletje Hegla, še v srednji šoli med počitnicami. Tudi ta njegov genij ni ostal neopažen, ker se je potem zaposlil. Njegova prva zaposlitev je bila na kliniki Burgholzli, kjer je bil direktor Blojer, Eugen Blojer. Zdaj, zakaj je to pomembno pa zanimivo? Ta klinika je bila ena najbolj naprednih psihiatrij v tistem času. Eugen Blojer je postavil diagnozo shizofrenija, se pravi eden tistih očetov psihiatrije, glavnih likov. In Jung je že zelo mlad postal strokovni direktor. Blojer je bil direktor te klinike, Jung pa strokovni direktor klinike, kjer je tudi v svetovnem smislu bil ime psihiatrije, postal neko pomembno ime psihiatrije. Zdaj, zakaj, če povem malo celo zgodbo ozadje, Jung je, ta ideja nezavednega, dostikrat pravijo, Freud je odkril nezavedno, najdemo jo že prej, pri drugih avtorjih, že Nietzsche je ogromno pisal, Dostojevski, tudi Leibniz kot filozof, Kant, da je tam nekaj. Se pravi, ta ideja se je kuhala že, bom rekel, dlje časa. Jung je študiral v Parizu pri Piagetu, tudi Freud, kjer so se ti koncepti na nek način postavljali. In kar je Freudov genij je ta, da je on na nek način vse skupaj povezal v en sistem, koncept. Freudov problem je bil, Freud je izdal tisto njegovo glavno knjigo, bom rekel, Interpretacijo sanj leta 1900. Taka lepa letnica za zapomniti. In v naslednjih 2 letih je predal 200 izvodov. Zdaj moramo vedeti, tisti čas so ljudje brali dosti več kot danes. Danes imamo vsi telefone, štrcamo nek YouTube.
gledamo nas na podcastu. Ne, takrat so pa ljudje res dosti več brali. Ne. In 200 knjig ni bilo nič, je pa knjiga genialna. Ne. Ampak nekako se nihče ni zavedal te genialnosti te knjige, zares. Razen par ljudi, ne, eno od teh je bil Jung in Blojer, ki sta jo brala in tudi poskušala izvajati psihoanalizo. S tem, da nista komunicirala s Freudom. Ne. Jung si je zgradil svojo teorijo že takrat. Ne. In zdaj, če za primerjavo, ne, Cankar je bil erotika, ne. On je bil takrat srednješolec, nihče ga ni poznal, srednješolec študent, svaliran, nihče ga ni poznal. Na priporočilo njegovega učitelja srednje šole so mu izdali 1000 izvodov, ne, ki jih je takoj 300 prodal, ostalih 700 je kupila cerkev in jih zažgala. Ne. V drugi strani Freud v 2 letih proda 200 knjig. V drugem jezikovnem okolju, v bistvu manjše, ne? Tam je vendarle nemški jezikovni prostor, ne? Točno to, ne? Tako da, ne, Freudova prva knjiga je bila zares polom, ne? Kljub temu, da je en najbolj genialnih del na tem področju. Ne, ampak Jung je našel to, spoznal ta genij, ne? In potem se je dolgo obotavljal, zdaj, kaj je bilo prekletstvo Freuda, da so pravili, ja, on ni bil psihiater in ga niso vzeli psihiatri zares, ne, on je bil nevrolog in so pravili, ja, to je neka židovska mistika in tisti krog so bili Židje na Dunaju, ne, in Jung se je tudi obotavljal, ne, na kar mu je pisal, oziroma tudi poslal, kar je napisal, kar je pa delal Jung sporedno, je bil pa asociacijski test, kjer je pa dokazal nezavedno, ne, z takim znanstvenim testom. Ne. Freud ni znanstven, Freud je nekako intuitivno te ideje pisal, marsikdo misli, da je znanstven, pa ne, ampak ni. Ne. Znanost pomeni, da imaš nek poskus, ki ga lahko ponoviš, dobiš rezultate. In Jung, ne, je na tej kliniki sta z Blojerjem delala te besedni asociacijski test, kjer sta dokazala obstoj nezavednega. Ne. Čisto ponovljivo, dokumentirano in izdala v knjigi. Ne. To je bilo tisto eno ključnih stvari, ki je Freudu manjkalo, ne, se pravi znanstven dokaz njegovih idej. Junga kontaktira, oziroma, zdaj nisem prepričan, da je Freud ga kontaktira zaradi knjige ali Jung prvi, ampak vem, da mu Jung dolgo, mislim, da ga je Freud povabil na Dunaj, da mu je Jung enih 7 mesecev rabil, da mu je odgovoril, ne. Ker ima neke dvome, se bom jaz zdaj mešal s Freudom, ki je nek čuden lik na obrobju, ne, on pa taka mlada zvezda psihiatrije. Potem je le šel na Dunaj in pravijo, da sta se pogovarjala, ne vem, neprekinjeno 2 dni, ne, taka energija je bila vse skupaj. Ko sta se srečala, izjemna ta 2 duhova, ne. In Jung je tisti, ki je na nek način potegnil psihoanalizo iz tega, da ni ostala neka pozabljena, bizarna ideja, ne, ampak je pripeljal nek mainstream psihiatrije. Ne. Potem so jo na podlagi te Jungove knjige povabili v Ameriko. Ne, in ko sta v Ameriki predavala, so jih še tu potem začeli vabiti. In tako se uspne potem psihoanaliza, kot rečeno. Vendar bi se zdaj morda malce še dotaknil. Govorili ste že o vprašanju nezavednega, tukaj govorimo tudi o arhetipih. Pravzaprav uvod v to knjigo oziroma ta prva poglavja so namenjena koncipiranju teh idej, kaj je zdaj arhetip, kaj je kolektivno nezavedno, kaj je potem tista zavest, o katerem piše, in kaj je recimo anima, ne nazadnje. Kaj so ti koncepti, ki so pravzaprav izjemno pomembni in na dolgi rok zelo spremenijo tudi ne samo psihoanalizo, ampak tudi nekatere druge veje oziroma nekatere druge znanosti. Ja, ne, to je bila mogoče ključna razlika med njima. Ne. Mislim, da je Freud skozi upal, ne, da bo Jung nekako le, bi rekel, prestopil na njegovo stran v popolnosti. Ne. Gre pa za to, ne, Freud je delal na tistem Dunaju konec 19. začetek 20. stoletja in večinoma s takim meščanskim slojem in se srečeval z nevrozami. Ne. V glavnem s neko potlačeno seksualnostjo, predvsem pri ženskah, ne, ki so bile zaradi tega nevrotične. In je na tem zgradil celo teorijo psihoanalize. Ne. Freud pa je delal v tej psihiatrični bolnici z Jung, z najtežjimi patologijami, z shizofrenijo, ne, psihozami,
Kjer pa je opazil, se piše tudi v tej knjigi, ne, neke vzorce, ne, ki so zelo podobni mitologiji, ki se ponavljajo, ne, v teh blodnjah teh ljudi, ne, in je na nek način videl, da je nezavedno pravzaprav strukturirano. Ne. Na en specifičen način, ne? Ja, Seveda, ja. Ker pogosto ravno govori v nezavednem kot nekem na pol strukturiranem področju, kjer je sicer še popolnoma nečisto jasno. Hkrati pa opisuje primere, kot recimo opazovanje sonca, tistega enega izmed njegovih pacientov, ko pravi, miga z glavo levo in desno in boš videl, da soncu zraste penis, recimo nekaj podobnega, in potem iz tega izpelje celotno analizo. Jung piše tam, da mislim, da je bilo 1906. mu je ta pacient prav pogled skozi okno, pa če gledaš z glavo tak, ne vidiš, kako penis od sonca maha in ustvarja veter. Ne. Potem je pa našel, mislim, da je bilo 4 leta kasneje prvič objavljeno v enem antropološkem delu, ne, ta mitranski obred, ne, kjer sonce sicer ne s penisom, ampak cevjo ustvarja veter. Ne. In Jung je prišel do tega, da je psiha, ne, že strukturirana, ko se rodimo, na nek način. Zdaj, strukturirana se pravi, da ti instinkti niso tako kot pri Freudu. Moj profesor Zunaja je rekel, Freudovec je rekel, nezavedno po Freudu je seks, drugs and rock and roll, ne, spravi neki taki primarni, primitivni nagoni, ne. Jung je pa rekel, ni zanikal Freuda, ne, je rekel, seksualnost je tudi en del nezavednega, ampak tu je še marsikaj več, ne. Se pravi, ti vzorci neki, ne vem, ne, kar danes vemo, ne, recimo Solms zdaj pride v Ljubljano predavati, nevrolog, psihoanalitik, je prišel do tega, kar je Jung, on je Freudovec, je prišel nekje po 100 letih znanstveno do tega, kar je Jung 100 let že prej govoril, da so ti naši, rečemo, prirojeni neki instinkti, ne, patterns of behavior, tudi pravi nekje Jung, dosti bolj kompleksni kot samo neka taka preprosta, nestrukturirana, rečemo, seksualnost pa lakota. Ne. In to je ta primarna razlika. Ne. In Jung je pa rekel, zdaj, kako lahko najdemo te vzorce, kako je nezavedno strukturirano. Odsevajo se v mitologiji, ne, v pravljicah, v sanjah. Ne. In to boste vi boljše vedeli, ne. On je rekel, ne. Pravljice bova še dotaknila, da bova tako prehitro tja. Če se malce vrneva k tistemu primarnemu vprašanju, malo smo že nakazali, ne, sonce in penis, sonce in cev, pa ta veter, tu že nakazuje na tisto idejo o arhetipih. Ne. Če se dotaknejo tega, kaj pravi Jung naj bi arhetip torej bil? Zdaj, ne, en članek obstaja, ko je en celega Junga, rečemo, pravi iskal vse definicije in našel 6 definicij arhetipov, ne. In Jung tudi nekje pravi, jaz ne vem, kaj so arhetipi, ne, to je za prihodnje rodove, da povejo, ne. Se pravi, Jung na nek način zvito ne da čist jasnega odgovora, ne. Pove, da so to prirojeni neki vzorci v naši psihi, ne, neke gonilne sile, po katerih potem živimo, ki se v nas oglašajo, ne. Zdaj, nekdo lahko ima v sebi, kaj vem, nek klic po tem, da bo slikar, da bo pesnik, ne, ni sam klic po seksualnosti tudi, ne. To so vse deli našega sebstva, bi rekli, ne. Tudi nimamo vsi čist istih, rečemo, teh klicev v življenju, ne, kaj bi mogli početi. In Jungova teza je bila, ne, da smo nevrotični, depresivni, vkolikor nekega pomembnega dela nas ne uspemo živeti. Zdaj, čist, ne, ta beseda je individuacija, da polno zaživimo svoje dele. Ne. Jung je rekel, neka popolna individuacija ne uspe nikomur, da bi res vse svoje potenciale živeli, ne, ampak vseeno pa lahko manj ali pa več tega, kar je v nas, živimo nekje, ne. In uspemo živeti v življenju, ne, spravimo, rečemo, v resničnost. Ne, in od tega je tudi neka zadovoljstvo, osebno sreča, psihično zdravje s tem tudi povezano. To je zanimiva iztočnica ravno o tem zdravju, ne? Ker Jung se velikokrat sklicuje na zdravje in misli, pravzaprav to psihološki vidik razmišlja interdisciplinarno. Ne? Recimo zelo zanimivo je, ker zapiše, recimo, ker nevroze v večini primerov niso le zasebne, temveč socialni pojav, ne? Moramo v večini primerov predpostavljati tudi obstoj teh arhetipov. Torej, bolezenska stanja izhajajo iz neke vrste arhetipov.
torej teh vzorcev, ki so podedovani. In kar je zanimivo, lahko rečem, mnogo kasnejše študije, sodobne študije danes, recimo, ko gledamo Georg Roman, ki se je ukvarjal z zgodovino bolezni, med drugim, govori ravno o tem, da bolezni brez te semantične mreže, tega kulturnega ozadja, ki ga ti na nek način prevzameš, da bolezni pravzaprav ni. Ne. In tu se zelo jasno vidi Jungovo stoletje pred tem, kaj on opozarja in kaj se zgodi recimo v sodobni etnologiji, psihologiji in tako naprej, semantiki in tako dalje. Tako da tukaj govorimo res o enem takem prelomnem konceptu tega arhetipa in sočasno se tu pojavlja vprašanje neke vrste arhetipskega determinizma. Do kakšne mere smo tukaj determinirani, če smo mi podedovali neke arhetipe? Ja, eno je ta ideja čisto arhetipa, o katerih piše, se pravi neka podoba, neka pravljica, nek mit, ni arhetip. To Jung zelo jasno pove. Se pravi, arhetip je nek vzorec, tak, če bi poenostavljeno povedali, kot DNK je načrt, še nismo mi. Ampak načrt, kako se človek udejani, in ravno tako ima psiha neke načrte, ki se tudi sprožijo in odvijajo v nekem trenutku, tako podobno, kot odrastemo in živimo, ki se udejanijo ali pa se ne udejanijo. In tukaj on pravi, ko se neke stvari tudi zaradi družbe ne morejo udejaniti, takrat se neurotiziramo. Ampak sam na sebi ga na nek način, ne moramo reči, da ga ni, ampak ni nekaj materialnega. Arhetip se zgolj odraža v življenjskih zgodbah, v življenjskih situacijah, ali pa v mitologiji, ali v pravljicah, ali v sanjah, ali v nekih podobah. Ampak se deduje, on to eksplicitno večkrat reče, da je podedovan. Sam piše, da to je najslabše razumljen koncept. Mislim, da je bil Murray Stein, psihoanalitik ameriški, je rekel, da je Jung najbolj zlorabljen mislec 20. stoletja, s tem New Age'em. Jung eksplicitno reče, ni neko nezavedno, kaj jaz vem, on pravi, da se deduje. Se pravi, to ne pomeni, da je zdaj neko skupno morje, ko si marsikdo predstavlja. Ampak nekaj, kar je nastalo skozi evolucijo, neki vzorci obnašanja, zelo kompleksni in se dedujejo in so nam skupni. Zdaj, on pravi, kako vemo, da nam je nekaj skupno, so pa ravno miti, ker se nas vse dotaknejo. Če napišeš neko zgodbo in nima nekega arhetipskega jedra, se ljudi ne bo dotaknila in ne bo obstala skozi zgodovino. Se pravi, vsaka pravljica, vsak mit pa nekje resonira z ljudmi, z njihovim nezavednim, z psiho. In je rekel, skozi to se tudi verstva, skozi to se na nek način rečemo ščisti to, kar je arhetipsko. In potem on skozi študij mitologije, skozi študij verstev, skozi študij pravljic poskušal razvozlati, kako je strukturirano nezavedno. Ravno tukaj je izjemno zanimiva knjiga, ker ko piše o konkretnih arhetipih, o materi, o dvojnem rojstvu, o duhu, recimo v pravljicah in še kaj drugega, o mandalah, naprimer, je izjemno zanimivo ravno to razumevanje različnih področij, ki so vse prej kot samo psihološka. Tukaj izhaja iz zgodovine, izhaja iz religiologije, različna verstva primerja med sabo, izhaja iz antropoloških podatkov različnih ljudstev, od severnoameriških staroselcev do evropskih in tako naprej. Tako da tukaj je bil Jung zelo, zelo zanimiv po svoji izobrazbi, ker je kombiniral zelo za svoj čas nenavadne podatke. Ja, marsikdo, bom rekel, pravi, se strinja, veliko strokovnjakov, da je bil nekje 100 let pred svojim časom. Da je zdaj ta čas njegovih idej, ki dostikrat prihajajo kot njegove, se pravi nekdo na novo odkrije. Vse ima neko vrednost, če zdaj en Solms še ta nevrološki del te zgodbe najde. Ena od teh idej je ravno ta strukturiranost. V 20. stoletju, vsaj v prvem delu, je veljala ta ideja tabule rase. Se pravi, da je človek nepopisan list in potem se nekako oblikujemo skozi vzgojo in vse. In Jung je pač v začetku rekel, to ni res pač iz opazovanja. Je rekel, nezavedno je strukturirano, rekel je, ne vem, kako se prenaša to. Danes vemo,
ne, da ima evolucija, ne, svoj način. Takrat so rekli, ne, DNK se ne spreminja, danes vemo, skozi evolucijo se spreminja, ne, mogoče ne tako direktno, kot bi si kdo naivno predstavljal. Ampak ne, vsi ti vzorci se nekako zapisujejo. Ne. Zdaj, ravno to vprašanje, ne, Jung, da je našel, ne, je iskal projekcijo teh stvari, ki se projicirajo v veri, v miti, v zgodovini, v umetnosti. Ne. In ko človek to bere, vidi, ne, mora biti fasciniran nad njegovim, ne, bom rekel, izobrazbo, kaj vse je, od filozofije, pesnikov, vse vključuje, ne, antropologija, ne, izjemno izobražen je bil. Tu mislim, da je močno presegel Freuda. Ne. Tudi nekje v tej knjigi tako malo namoči Freuda, ne, tisti Totem in tabu. O veri malo tako v par stavkih pove, kaj je vse že v osnovi narobe, ne, da gre za neko Freudovo fantazmo, kako so včasih živeli. Ne. Jung je le črpal z antropologije, kako so živeli včasih, je šel v Afriko, živel s plemeni. Šel v Severno Ameriko, bil tam z Indijanci, ne, ker je raziskoval to našo dušo. Ne, Freud pa piše neki taki za lase privlečeni domišljiji, ne, in Jung pravi, ne, prva stvar, ne smemo se prepustiti naši neki domišljiji, kak je včasih izgledalo, ker mogoče. Ampak ravno tu je pa Jung malce nedosleden, ne, to pa moramo priznati, ne, da sicer izredno veliko podatkov upošteva. Na drugi strani pa, ko reče, ne smemo se prepustiti domišljiji ali pa neke subjektivnemu mišljenju, ne, se pa pogosto pri interpretaciji podatkov sam podaja ravno na to polje, da sam precej arbitrarno nekako interpretira stvari, recimo, če smo malce bolj konkretni, ne, on govori o številu 4 in 3 kot totaliteti, nadrejeno, podrejeno in tako naprej, kot zgolj eden izmed mnogih primerov, ki bi jih lahko videli. Tako da tu, kar se te metodološkega pristopa, Jung morda ni čisto 100%. Ja, to je dobro vprašanje. Čeprav ne, ta problem števila 3 in 4, ne, to je v tem eseju o duhu, ne, v pravljicah piše, te knjige, ne piše odkot črpa. Ne. Čeprav, če človek bere Junga, je, ne, ravno ti dve števili ogromno piše. Ne. Obstaja prav tudi v mandalah, potem trikotni kvadrat in tako naprej. Ne, ker mandala, mislim, ne, njegova ena glavnih on se tam, eno obdobje je bil skupaj s Freudom, je pisal psihoanalitično, pol sta se razšla, tam 1914. In pol lep čas do tam 1921, razen par esejev, ni ničesar objavil, pol pa je objavil knjigo o tipologiji, kjer ne piše o tipologiji zavesti, ampak to ozadje števila 4 se pojavi, ne. Simbolike, ne, neke celosti, ker zavest je sestavljena z nekih 4 primarnih funkcij. Ampak tega vsega tu ne napiše prav, ne, se pravi, tako navrže, pa mogoče zgleda malo rokohitrsko, ampak bi rekel. Torej je to v bistvu samo stvar, ki jo zasledimo v tej knjigi, pa morda ne razloži dovolj, recimo konkretno število 3-4. Kaj pa ostali primeri, recimo interpretacija mandal in tiste stvari? Ne, tu pa vam dam prav, da dostikrat gre sebi nasproti, ne, on marsikaj piše, recimo analiza sanj, da ni važno, kaj si misli analitik, kar ve analitik, ampak važno je, kaj ve analizant na drugi strani, kaj so njegove asociacije, ne, in da nikoli ne smeš podati te interpretacije, ne, kar je res, ker bi na nek način potaknil neke svoje ideje, ne, analizantu. Na drugi strani pa ne, ravno pri mandalah piše, se ni važno, kaj je, zdaj so bile asociacije od onega tam, ne, jaz bom povedal, kaj ta simbolika pomeni, ne. Se pravi, gre točno kontra sebi, ne. In temu se pravi tudi sintetična interpretacija. On kar interpretira brez asociacij, po svoje, ne. Se pravi, on govori eno zgodbo, tako ne ve, za kaj se gre. Jaz bom pa povedal, kaj je pa res, ne. Ja, ne. In kar piše Jung je, ne, o teh nasprotjih veliko piše, ne. In to je zelo, ena glavnih tem njegovega življenja so nasprotja, ne, ki jih najdemo tudi v tej knjigi, ne. Dostikrat deluje nekoherentno, ne, na eni strani zelo naravoslovno razlaga te arhetipe, ne, pol pa v kakem drugem eseju pa zelo mistično, ne, kot fenomenološko gleda, ne, recimo
ne bom rekel problem, ampak fenomen anime, ne, on pravi, ja, ne, nekako naravoslovno tega ne moramo zagrabiti, ne, ampak pravi, kot fenomen sem jo pa opazil, ne, v delu se pojavlja, v sanjah se pojavlja, v umetnosti se pojavlja, ne. Spravi, kot fenomen obstaja, ne, in potem naredi on nekje tudi ta, bom rekel, nek ontološki obraz, kjer pravi, ne, če nekaj obstaja v psihi, ne moramo reči, da ni res. Ne, kar mi dostikrat razmišljamo, ne. Se mi smo v tem svetu materialnem, tisto anima, to je pa kar nekaj, je pa ni, ne, ampak on pravi, ne, je zelo realna, ne. Ko delaš kot psihoanalitik, vidiš, da, ne, na nek način ta nezavedno svet arhetipov ustvarja ta svet, ne. Spravi, ena anima še kako vpliva na življenje nas ljudi, ne, popolnoma, ne. Ampak ta naš materialistični pogled pa mogoče pravi, se tistega ni, ne. Torej, zelo materialno razmišljamo in zanimivo je pri Jungu ravno to prepletanje, ne. On je še vedno pravzaprav po eni strani zelo pozitivistično usmerjen znanstvenik svojega časa, pozitivizem je takrat bil seveda izjemno močan, po drugi plati pa rad zajadral na to polje, kar ne vem, če ravno pravi, recimo temu reči mističnosti, da malce posega po nekaterih pogledih, ki so se zelo odmikali od tistega, bom rekel, malce bolj materialno usmerjenega načina razmišljanja, in vmes se pojavlja fenomenologija, ki je bila pravzaprav v tem času pa šele bolj v zametkih. Ja, ja. To je tudi, ne, spet ta dvojnost Junga. Jung pravi, jaz nisem filozof, ne, jaz sem zdravnik, istočasno pa uporablja fenomenologijo, ki je šele nastajala, ne, in se spomnim, enkrat je prišel Joe Cambray z Princetona, profesor je predaval tu na filozofski fakulteti, pred njim je pa imel profesor Uršič, filozof, predavanje, in je sam rekel, za njega Jung eden največjih fenomenologov 20. stoletja, ne, kot filozof. Ne, se pravi, po svoje uporabi fenomenologijo, ki je bila takrat, ne, to je bilo, ne, Heidegger je takrat šele pisal svoje stvari, ne. On to čisto uporabi v svoji teoriji, seveda pa na en svoj način, ne. Dostikrat rečejo danes, ne, kakšni filozofi, fenomenologi, pa se to ni, ne, tako danes to dojemamo. Seveda ne, ker je bilo takrat v nastajanju. In on istočasno se nima za del te tradicije, po drugi strani jo pa ustvarja, ne. Se pravi, taka dvojnost Junga, ki se dostikrat pojavlja, ne. Jaz nisem filozof, jaz sem zdravnik, pravi, istočasno pa je ogromno filozofije ustvarja, ne. Ravno tu se morda najbolj vidi, a pa meni se je zazdelo, da to najbolj izstopi v poglavju o pravljicah, torej takrat, ko piše o duhu, ne, o fenomenologiji duha in potem na nek način niza te tipe, kako se duh pojavlja, kaj sploh naj bi to bilo, ali je to samo veter, je to nek hladen občutek, ali gre to za neko mistično razsežnost, ne, in naniza serijo različnih pojavov, ki so pravzaprav zelo raznorodni hkrati, pa to ravno jemlje kot dokaz za arhetip, ne, ki se potem odslikava v posameznih pravljicah. Ja. Ne, on pravi, arhetip, ne, vse skozi zgodovino, ne, se tu pravi, to je spet ta dvojnost. Arhetip se pojavlja skozi tisoče pravljic pa zgodb, ne. Pa je rekel, ne, na nek način to nasprotuje tej ideji tipa, ne. Če je vsaka pravljica drugačna, ampak tisto jedro, ne, če pa gremo v neko jedro, pa lahko najdemo, da so pa tisti osnovni vzorci so pa enaki, se pa ponavljajo v različnih preoblekah, ne, kulturnih preoblekah. Se pravi, ideje, pravljice, zgodbe, ne, vse povsod, katerokoli kulturo bomo šli, bomo našli vzporednice, ne. Čeprav se nam zdijo neke kulture čisto drugačne, pa ko se človek res poglobi, vidi, da je dosti več vzporednic, ne, kot recimo ni kulture brez nekih bogov, ne, nekega božjega. To je nek univerzalizem, ja. Recimo, ali pa ko so raziskovali, to ste tudi vi vedeli, recimo ideja lastnine, ne, vse povsod obstaja, ne, to je zelo, spravi ta kontraideja, ki je tudi arhetip, ne, nekega, bomo v komunizmu, bomo, ne, brez osebne lastnine, ne, kak bi rekel, ampak je ne najdeš nikjer, ne, zares, če greš raziskovati. Ne, zdaj, zakaj gre? Očitno je to prirojeno, ne. Stevens, začetnik evolucijske psihiatrije, piše, že tam plazilci, krokodili imajo neke teritorijalne boje za
svoje območje lova. Ne. Se pravi, to je nekje globoko v naši genetiki. Ne. To, kar ste prej rekli, je posebej zanimivo, da se to pač odslikava v različnih kulturah ali pa tudi z različnimi pogledi, ne, te vprašanje arhetipov in duha in tako naprej. Ko sem pred nekaj časa bral, pravzaprav ravno tako pri Beletrini izdano knjigo Zmaga Šmitka Zeleno dno našega kozmosa, to zelo lepo sovpada s tem, kakor on koncipira tega duha oziroma ta bitja povezana z duhom potem v pravljicah. Ne? Kar Šmitek na eni strani govori, tam so neka bitja, ki so povezana s konceptom zelenega, z divjostjo, so zelene barve, to so bitja, ki prihajajo iz neke divjine, z nekega kaotičnega sveta, ki je zelo hostilen človeku, iz podzemlja pogosto tudi. Ne? Na drugi strani imamo pa tu Junga, ki mnogo pred njim že govori o tem, da so to vendarle to neka bitja, ki prihajajo iz nezavednega oziroma nekako so povezana s tem arhetipom, s tem nezavednim. Ne? In tukaj dobimo v bistvu dva različna pogleda, vsak svojega zornega kota, ki pa zelo jasno korelirata. Ne? Se pravi, ta kaos, ta divjina, na drugi strani pa nezavedno in ti arhetipi, ki izvirajo iz tega. Ja. Jaz sem imel to srečo, ne, da sem z gospodom Šmitkom imel priložnost večkrat debatirati o tem. Ne? Mislim, da je ena zelo velika izguba, da je odšel prehitro za naš prostor kulturni. In ogromno sporednic. Ne? On je tudi bil zelo naklonjen Jungu in njegovim idejam. Ne? Jung piše, ne, vse je tako zvito. Ne? On pravi, vsi ti škrati bitja so mogoče bili odsev nezavednega, ne? Tudi v tej knjigi piše v enem eseju, kako so v Švici, ko je bila neka nesreča rodarjev, ne? In pol sta dva videla enega škrata, kako gre. Ne? Ko da je v tistem stresu se osebstvo tako močno projiciralo, da sta ga ona dva videla, ne? Kot psihološko projekcijo. To je en Jung, ne? Kjer psihologizira, se pravi, to je bila projekcija nezavednega. Ne? Istočasno, ne, če je to nastalo skozi evolucijo, ne, se pravi, smo nekako, ne, te, kaj smo vse videli v naravi, vpili v sebe in potem projiciramo naprej. To je ena plat Junga, zelo, bom rekel, tak pozitivističen, znanstven pogled. Pol je pa druga plat Junga, pozni Jung, kjer pa je odvrgel nekje znanosti, rekel, ker ga omejuje, ne, kjer pa je precej mističen, ker se pa naredi en obrat, pa pravi, ja, kaj pa če je tisto res, ne, pa je ta svet en privid, ne, se pravi, da in to je spet ta dvojnost, kjer on skače z enega v drugo, med dvema mogoče navidezno različnima poloma, ne, na eni strani nek materialističen tak svet, ne, kjer je psiha samo ena utvara, pa projekcija, na drugi strani pa pravi, kaj pa če je to res, ne, in je ta svet samo ena projekcija, ne. Ne, kaj pa če so ti škrati v nezavednem res, ne, pa ne, je ta svet en odsev tega notranjega sveta. Ne. Skratka, zelo skrajno skepso tukaj postavi. Ja. Ena zadeva, ki je zelo zanimiva, me je dala misliti zdaj kot istočnica, kar ste govorili, je, da so neke stresne situacije oziroma to, kako ljudje odreagiramo, in tam nekje proti koncu knjige on zabeleži tudi v čustvih, ne, čustva izbruhnejo iz nezavednega. In podaja eno zanimivo tezo, da bolj, ko bruhnejo iz tega nezavednega, bolj kot so silovite, hitreje se približujejo nekemu bolezenskemu, ne? Torej nekemu nekontroliranemu, tako nekako formulira to idejo. In to je ravno zanimivo, zakaj bi on to umestil, ta bruhanje čustev, kot nekaj, kar se približuje bolezenskemu. Ja, to je dobro vprašanje. Na koncu je on še zmeraj bil, ne, psihiater, zdravnik, ne. Na koncu on zmeraj naredi en obrat, pa reče, jaz sem sam zdravnik, zelo zvito, ne. Ampak zakaj gre, ne? Se pravi, nezavedno, ne, kot en svet, bom rekel, sanski svet, ki je v nas, ne, mi imamo obrambne mehanizme, ki preprečujejo, da bi te stvari, ne, ko zaspimo, rečemo, ti mehanizmi popustijo in potem, ne, naš ego, naša zavest v tem sanskem svetu, nekje se sreča s tem. Ne, drugače pa, da funkcioniramo v življenju, mora naš ego vse to potlačiti. Ne. Jung pravi, nezavest je kot ena svetilka, ki jo prižgemo, samo en del je osvetljen. Ne. In zmeraj se samo enega dela zavedamo in to zaradi tega, da funkcioniramo. Če bi se vsega zavedali, kaj se zdaj tu dogaja, ropoče, ne vem kaj, se mi dva ne bi mogla pogovarjati. Ne.
Kar pa se dogaja, ne, pri patologijah, ne, je, da lahko ti mehanizmi popustijo, ne, se pravi pri psihozah pride do nekega vdora teh vsebin v naš ego, ne. Se pravi, mi naenkrat sanjamo budni, ne, vidimo stvari, ki jih ni, ali pa so neka čustva, občutki, ne, nekdo nas preganja in tako naprej, zelo močni, ne. Sej, zmeraj je kontinuum, ne, dostikrat imamo, v tem času je zelo pogosta neka anksioznost, kjer se ne zavedamo čisto česa nas je strah, ne, to je taka ena izmed patologij te dobe, ki je zelo razširjena, ne. Pa potem v psihoanalizi probaš najti vzrok, ne, se pravi, zmeraj nekaj pride, bom rekel, čez te obrambne mehanizme, ampak če preveč popustijo, ne, če pride do enega vdora, ne, kot pri psihozi, potem pa ne funkcioniramo več, to je problem, ker smo, ne, Tukaj je pa zelo preobremenjeni. zanimivo, ravno s temi, bomo rekli, bolezenskimi stanji, v kateri človek pride, tukaj pa na koncu da eno zanimivo tezo, ne, ko govori o mandalah, kot središčna točka, neke vrste točka, ki vzpostavlja razmerja do ostalih delov mandale, je pravzaprav srednja točka, ki je točka samozdravljenja, ne. Torej, točka, ki vzpostavlja red, točka, ki ima nek smisel, ne, osmisli celotno mandalo in gre za vprašanje potem tega samozdravljenja. A je to vse, kar lahko razumemo pri Jungu v mandalah, a lahko k temu še kaj dodamo? Dosti več, ne, Šmitek je super knjigo napisal, Ja. ki jo je tudi Beletrina izdala o mandalah, ne. Mandale najdemo tudi v vseh kulturah, ne. Praktično, v različnih preoblekah, ne, v krščanstvu jih tudi najdemo, čeprav so lahko kaki svetniki v kakem krogu, ne, narisani. Gre pa za to, ne, kot da je odsev osebstva, celote psiha mandala na nek način, ne. In ta sebstvo je zelo, ne, Jung pravi, eno so arhetipi, prav vzorci, pol je pa sebstvo kot celota, je pa nek arhetip, ki presega stvarnost, ne. Se pravi, ko ga pa več ne moremo kar, ne, če je nek arhetip matere negativen, kaj zvem, je nek arhetip z neko mitologijo, z nekimi vzorci obnašanja. Sebstvo je pa totaliteta vsega, ne, in istočasno je ta točka, je nič, ne. Se pravi, nekaj presežnega, kar več tudi ne podlega. Je ta svet in je notranji svet, ne, je, kaj zvem, Atman, ali vse posod najdemo, ali pa krščanski bog, ali, ne, tisto presežno, česar zares ne moremo, ne. Tudi brez spola, ne, to tudi piše zelo zanimivo. Kar presega vse, ne. Ne, in to je ta dvojnost, to je mogoče onkraj, ne. Ta dvojnost tudi tega centra, ker je v tistem, ne, to je Šmitek tudi zelo dobro, ne, da je v centru je nič, ne, in nič je vse, ne, Sočasno pa tam tudi izvor. Ja. Ne, in zato tudi od tam tista točka, ne, na kateri sloni cel svet, ne, in tudi, ne, kar piše, nekaj zelo zdravilnega delati na mandalah, ne. On je dostikrat dal zarisati mandale, ne, sam je pa prišel do tega, ne vem, koliko je še časa, Rdeča knjiga, ne, ki je tudi šla pri Beletrini, je nastala, ko se je rešil s Freudom, je čutil v sebi, piše take sile, kot da bi ga raztrgalo, notranje, ne, in da jih je nekako vladal, je začel meditirati in potem, ne, jih probati vizualizirati, te občutke, ki so se spremenile v neke podobe, ne, stabilizirale, in Rdeča knjiga je zapisal v teh podobah, pogovori s temi, rečemo, notranjimi deli, ne, svoje psihe. In s tem je nekje nehal delati, ko se je začel tudi z mandalami ukvarjati, ne. Mandale so sila zanimive v tej knjigi, ravno zaradi tega, ker gre za, mislim, da je kakšnih 50 ali pa še nekaj je poslikanih, da jih lahko bralec vidi in tudi opis vsake sledi zraven. Morda sem hotel s tem vprašanjem nakazati še na en pomemben proces, ki ga Jung izpostavi in ga ravno pri mandalah morda najbolj nazorno vidimo, to je to vprašanje individuacije. Kaj je ta individuacija, ki se dogaja in kakšen je to odnos do arhetipa? Ja, to je zelo dobro vprašanje, ne. Se pravi, če smo rojeni, ne, z nekimi, rečemo, predispozicijami,
različnimi talenti, karkoli, zgodbami. Ne. Zgodba je lahko tudi biti mati, biti dober oče, ne, ni zdaj to samo, da pa biti vrhunski slikar. Nismo vsi vrhunski slikari, ne, ampak recimo jaz nimam talenta biti slikar in ne, ni zdaj, da se bom tam uresničil, ne. Tudi nimam nekega strašnega veselja, lahko, kaj jaz vem, ne, nekdo pa ima v sebi, ne, nekaj in če ne bo tam delal, bo nevrotičen, ne. Ne, potem je lahko seksualnost en del takega življenja, družinsko življenje, ne vem, nekdo mora pisati knjige, da je to v njemu, ne, dostkrat, ne, se spomnim Henry Miller, nekaj piše, da se je počutil noseč, ne, pa da se je na avtobusu celo nekdo stal, da se je lahko sedel, ko je knjiga v sebi nosil, ne. Se pravi, ne, hvala Bogu smo zelo različni, ne, to je ena ta pisanost sveta z različnimi zgodbami, recimo, ki jih moramo čim bolj uresničiti, živeti, ne, in mandala je lahko en simbol te celosti naše psihe, ne, različnosti, različnih delov naše biti, ne, in individuacija bi bila, uresničimo čim bolj te različne dele nas, ne. To je ta jungovska ideja, ne, se pravi, zdaj, če bo pa nekdo samo v enem polju svojo energijo dal, ne, pa nekaj drugega zanemaril, se ne bo zares uresničil, ne. Če bo nekdo cele dneve v službi, pa bo drugo življenje trpelo, ne, vprašanje, če se je uresničil, ne. Ne, in to je ta ideja individuacije, a skozi življenje rečemo, čim bolj živimo to, kar nam je bilo nekje podarjeno na začetku, ne. In sledimo tem podano, potreb, ja, ki se rojevajo. v zibelko, ne. Zdaj pa je seveda v tem, to je zelo dobra misel, je napisal italijanski kolega Luigi Zoja, ene privatne konverzacije, pa tudi v Italiji en članek o tem objavil, tudi psihoanalitik in antropolog. Kaj je problem tega časa, ne? Te potrebe mi najdemo skozi imaginarno, skozi fantazijo, ne, skozi naše želje, ne. Ta svet pa nas preplavlja s fantazijo od zunaj, s podobami od zunaj, ne. Nikoli v zgodovini ni bilo toliko podob, ki bi se, ne, smo vsi na teh telefonih in tam je vse mogoče od seksa do vojne, takoj. Ne, včasih tega ni bilo, ne, in včasih si se ti srečal z lastno psiho, z lastnimi podobami in tam našel sebe. Ne, ker so bile to res tvoje lastne podobe, želje, fantazije, ne. Danes pa smo bombardirani z željami, fantazijami, kaj bi mogli biti, kaj si moramo želeti, kako bi mogli od zunaj, ne. In to je izvor mnogega trpljenja v tem svetu, ne. Ker to ni naše, ne, in potem smo nevrotični, depresivni, brez energije, ne. Bi lahko rekli, da zmanjkuje prostora za človeka? Ja. Ja, da dejansko... Ja, mogoče zmanjkuje prostora za animo, ne. Za animo. Ne, za dušo. Ne, za to naše notranje, ne, kjer bi se našli, ne. Tako kot pravite, na koncu človeka, ne. Dajva za konec še eno vprašanje si postaviti za naše gledalce. Zakaj naj nekdo vzame v roke to knjigo Arhetipi in kolektivno nezavedno in kaj mu bo prinesla? Ne. Jaz, ko sem šel zdaj brati še enkrat, se mi zdi prava poslastica, ne. Začne se s tistim prvim esejem, ki je tak en tour de force Junga, ne. Ko naj se nihče ne prestraši, ker je izredno težko razumljiv, ne. Se je treba pregrist čez prvih, ne vem koliko, 100, 200, nekaj takšnega. Ne, ampak ogromno da, on tu odgovarja na, to ni knjiga zdaj o psihoanalizi, ne, to je knjiga o svetu samem, ne, o stvarstvu, kako funkcionira, kaj je Božje, kaj je človek, kaj je ta svet sploh, ne, in tudi zelo v enem trenutku ti postane tudi zelo političen, ne, ker pravi, kako ti arhetipi ravno tam obsoja, ne, tisti čas leta 34, kako, ne, so ljudje postali obsedeni s tem kolektivnim, je rekel par let. On takrat obsodi nacizem, ne? Ja, to je zelo zanimivo. Ja. V tem obdobju vzpona nacizma je on zelo kritičen do njega. Je on zelo kritičen, ne, ker tudi pravi, ne, to je norost. Par let nazaj nihče ne bi verjel, da bojo oni v neko svastiko, v neko pogansko stvar verjeli, da bo tam v Rimu
vzpon Rimskega imperija, ker jim je rekel, to je bila čisto bizarna misel, še 20 let nazaj, ne, da bojo se tam z starorimskim pozdravom pozdravljali, pa ne, imeli, da se bo to vrnilo. In pravi, ta norost se je vrnila, ne, zaradi nečesa kolektivnega, ne, ravno nekih arhetipov, ki so se vklopili, rečemo, ne, postali aktivni kolektivno, ne. Se pravi, tudi to dimenzijo razlaga, ne, samega družbenega ustroja, nekje političnega dogajanja. To je zdaj tudi 100 let zatem, ne, se v jungostvu pojavlja gibanje, kjer se proba spostaviti teorija in delovanje, ne, te teorije, ne, se da prenesti v neke družbene vede, v politično in tako naprej. V razumevanje tega v prvi vrsti. Skratka, če vas prav razumem, prva popotnica tega je, naj se prebere knjigo in naj se ne ustrašijo. Marsikje on zelo na široko razpreda v argumentaciji, razvija določene argumente in morebiti jih je včasih težko slediti, a vendar, ko jih prebereš prvič, drugič, so zelo logični na koncu, ne? Ko vidiš, kako je to celota sestavljena in tako nekako je zastavljena tudi ta knjiga, potem vidiš, da ko jo prebereš, je dobro, da greš še enkrat in od začetka, ker jo prebral drugače. Ne? Spoštovane in spoštovani, toliko za danes o Carlu Gustavu Jungu in arhetipih in kolektivnem nezavednem, torej knjigo dobite v knjigarnah Beletrine med drugim in vabljeni seveda, da si jo vzamete v roke. Vam, spoštovani gospod Papič, pa iskrena hvala za tale pogovor. Hvala in srečno. Beletrina. V živo.